Dobrodošli v novem videu in danes imamo že nov earnings report, ki se mi zdi pomemben in bi ga danes rad malo analiziral. In sicer je to Facebook oziroma Meta stock. Zdaj, stock je down, pre-market tako 20+%, kar vam verjetno lahko že pove, kakšni so bili earningsi. Zdaj, meni se zdi, da je bilo pri Facebooku za pričakovati slabe rezultate. Tudi če ste gledali včerajšnji video, ko sem analiziral Google stock, sem rekel, da se zna podoben zgoditi s Facebookom. In ja, Facebook stock je down 20%. Zdaj, pač ni pameten tradati earningse, ampak če bi včeraj shortali Facebook, bi lahko danes naredili zelo veliko denarja, ampak ja, earningsov se ponavadi ne trada, zato ker je zelo nepredvidljivo, in je v bistvu nek tak kakor gamble. Nikoli ne boste vedeli, kakšne earningse bo neko podjetje reportalo. Tako da, dajmo iti zdaj kar pogledati report, pa v bistvu da vidimo, zakaj je stock toliko down, no. Če kar začnemo z revenuejem, 27,7 milijard. To je v bistvu metal expectations. Klele sem po nesreči narobe napisal 22,7, expectation je bil 27,71, tako da nič posebenega tukaj, razen da je pač revenue year over year down 4% od lani, kar že malo nakazuje nek ta earnings recession, ki mogoče pride v prihodnosti, sploh v Q4, zdaj ga še ne čutimo spet toliko. Pol EPS je kar fajn misel, prišel je na $1,64, expectation je bil 1,89. Tudi net income, kakor vidite, net income down 52% od lani, cost and expenses up 19% od lani, 22 milijard proti 18,5 lani. No, zakaj cost and expenses up? V bistvu zato, ker je Facebook zadnje čase začel zelo veliko investirati v Metaverse, ne. In v bistvu to je pač short term, zna biti dosti slabo za Facebook, ker od Metaversa pač ne služi še nič denarja. In zdaj v tej četrtini so v bistvu za Metaverse zapravili, mislim, da 4 milijarde, kar je res ogromen denarja, ki bi lahko bil porabljen mogoče kje drugje. Ampak ja, Facebook res hoče biti ta prvi glavni player v Metaversu. Zdaj, a se meni zdi to pametno? Iskreno ne vem, pač jaz si še ne predstavljam Metaversa, zdi se mi, da je mogoče še malo prezgodaj za to, ampak seveda, če jim uspe, je to pač zelo velika priložnost za naprej in za njihovo podjetje. Zdaj, če pogledamo malo naprej, se pravi, daily active users up 4% na vseh platformah, mislim na vseh platformah skupaj, se pravi Facebook, WhatsApp, Instagram, in vidimo, da je kar 3,7 milijarde, kar je pač res ogromen. To je, morate si predstavljati, skoraj pol sveta uporablja Facebook, tako da ja, res veliko. Tudi Facebook, daily active users, skoraj 2 milijarde, spet ogromna številka. Tako da Facebook, za vse one, ki pravijo, da je Facebook dead, da to samo še uporabljajo neki boomerji, stari ljudje, to pač izgleda, da ni res. Facebook še vedno uporablja 2 milijarde ljudi vsak dan. Gremo zdaj pogledati malo ta slabše stvari, se pravi average price oglasa na Facebooku je down 18% od lani. Kaj to pomeni? To pomeni, da vsi, ki hočejo imeti svoje oglase na Facebooku, se pravi, ki bojo plačali za to, da je njihov oglas na Facebooku ali pa pač Instagramu, to je vse skupaj, se pravi, plačajo 18% manj kot lani. In to je ful veliko za oglase. In podobno smo videli pri YouTubu, so isto oglasi ful cenejši. Zdaj to je najverjetneje zaradi tega Apple updata, ki je bil pred kratkim,
Zato ker Facebook ne more več toliko targetati oglasov in so pač posledično oglasi manj efektivni, zato so verjetno tudi cenejši. In ja, to je zelo slabo za Facebook. Zdaj bomo videli, kako bo šlo oglaševanje v prihodnosti, ampak ja, pri Facebooku so oglasi zdaj že 2/4 down, tako da ja, ne kaže dobro zaenkrat. Ok, kar mi je bilo všeč je tale njihov share repurchases program. Se pravi, v tem letu so kupili nazaj že 6,55 milijard njihovih sharesov in pa na balance sheetu imajo še 17,78 milijard, ki so namenjene za to, da bo Facebook kupoval nazaj v bistvu svoje delnice. Zdaj, zakaj je to dobro, če še enkrat razložim? Zato, ker bo pač manj sharesov bo torej outstanding, se pravi, če imate vi v lasti en Facebook share, bo pač ta share vreden večji delež podjetja, zato ker bo manj sharesov vse skupaj. Long term debt 2,29 milijarde, cash pa cash equivalents pa kakor vidimo 41 milijard, tudi to je super, pač dober capitalization pri Facebooku, ves svoj debt bi lahko odplačali s tem cashom, kar ga imajo in to je pač ponavadi stvar, ki jo je kar dobro videti pri podjetjih, no. Ok, če pogledamo zdaj malo Facebook stock, kaj se meni zdi, a je Facebook stock že dosti padel, da je vreden nakupa. Zdaj, če pogledamo, Facebook je od svojih highsov na 384 evrih, ki je bil lani septembra down, če gledamo, koliko je pre-market, kakor sem prej rekel, je down 23%, zdaj skoraj pre-market na ene 100 evrov, 100 dolarjev in je v bistvu stock je od highsov down 74%. Zdaj, to je res ogromen. A to pomeni, da je Facebook zdaj dober nakup? Pač ni nujno. Zdaj, če pogledamo Facebookov valuation, postaja vse boljši, vse cenejši, ampak ne vem, kakor vidite, stock kar ne neha padati. Zdaj Facebook PE trenutno 10,76 in to je ful malo, sploh za tako podjetje, kot je Facebook, za toliko veliko. Analisti pričakujejo EPS, da bo growil naslednjih 5 let, mislim, da za okoli 60%. Tako da, če gledamo z tega vidika, je Facebook full undervalued in pač, ja, iz tega vidika bi se ga res splačalo kupiti. Ampak, kakor vidimo ta trend, ki ga opazimo pri oglaševanjih, se pravi, Facebook ima že dva kvartarja zapored manjši revenue, manjše zaslužke, kakor eno leto nazaj. Se pravi, vidimo, da ta digital advertising je vedno slabši za podjetja, kakor so Facebook, Google, Snapchat. In pa imamo tukaj Metaverse, ne. Facebook zelo veliko njihovega denarja investira v Metaverse, kakor na reportu v earnings callu so tudi rekli, da bojo to nadaljevali in da ne pričakujejo, da bojo te investicije v bistvu zdaj v kratkem delale pač profit, v bistvu bojo, kar se tiče Metaversa, še dolgo izgubljali denarja, ne. Zdaj, vi se morate vsak sam vprašati, a se vam zdi, da bo Metaverse neka velika stvar, a se vam zdi, da bo Facebook glavni player v tem prostoru, in če je odgovor ja, pa plus, če ste pripravljeni pač vzeti to tveganje, pol je Facebook danes super nakup, valuation je res nizek, pa izgleda kar obetaven, ampak hočem reči, da samo je možnost, da bo digital advertising še vedno trendu dol, se pravi, da bo vse manj tega, vse cenejši
adsi in bo posledično Facebook delal vse manj denarja. In pa pač za Metaverse je možnost, da ne bo nič od tega. Pač meni se zdi, da je Facebook mogoče malo prezgodaj še s to Metaverse idejo, ampak valjda, če jim pa rata, je pa čist velika možnost, da bo Facebook je že eno izmed največjih podjetij, ampak da bo še ful večje, kakor je danes. Tako da, ja, v bistvu se morate sami odločiti za Facebook. Jaz nikoli nisem bil velik fan Facebook stocka. Mislim, da je za advertising, exposure, Google boljša izbira. Ampak ja, če se buliš na Metaverse, dajte kupiti Facebook, sploh pri tem valuationu, ki je res pač res je nizek valuation, no, samo zato. Ja, to je to za ta video. Če so vam všeč tele daily uploadi, ki coveram earningse, dajte se subscribat. Jutri bom verjetno coveral še Apple pa Amazon, tako dva ful velika playerja. Tako da ja, to je to za danes, pa se vidimo jutri.